Maribor se prodaja, Dudić odhaja, demantirano. Ali pač? V Ljudskem vrtu je spet nekaj stvari nedorečenih. Pravzaprav se zdi, kot da bi gledali reprizo dogajanja izpred mesecev, ki vsakič spominja na telenovelo. Znova poslušamo govorice o menjavi trenerja. In ko novinarji o tem povprašamo gostobesednega trenerja Fejdžo Dudića, je ta užaljen, z izjavami pa pljuva v lastno skledo. Potem je tu še prelomnejša špekulacija. Adžunović Džali naj bi obupal in iskal kupca za svoj lastniški delež podjetja, ki upravlja s klubom. A šef to bliskovito in ostro demantira s pismom javnosti ter zvenečo obljubo: nismo tukaj, da bi bili drugi. Kako, če pa ste ta cilj zadali zaenkrat še aktualnemu trenerju, ki je to informacijo kot alibi ob neuspehu lansiral v javnost? Bistveno pa je, da podoba na igrišču ni šampionska, Maribor ni učinkovit, napadalci ne dosegajo golov, kompleks derbijev ostaja neozdravljiv. Proti najmočnejšemu ligi vijoličasti redno zmrznejo. In medtem ko vodstvo napoveduje juriš na vrh v naslednji sezoni, je prav ta prihodnost nejasna. Trener Dudić trdi, da že uigrava ekipo za prihodnje leto. Odlično, a paradoks je v tem, da danes pomembna bremena v prvi postavi nosijo nogometaši, ki jim poleti potečejo pogodbe. In David Pejčič, ki je tu zgolj na posoji. Zaenkrat kaže, da bo Ljudski vrt v prestopnem roku znova kolodvor. Maribor bi najprej moral demantirati svoje nasprotnike na igrišču. Za začetek to, da trenutna ekipa sploh ve, kako se osvajajo lovorike, saj niti ene najtrofejnejši klub v Sloveniji ni osvojil že 4. sezono zapored. Najboljša ekipa v ligi, najkvalitetnejši in verjetno najbolje plačan kader, ob tem pa še najboljši navijači. A kaj pomaga vse to, ko tisti, ki vodijo zgodbo, zadevi očitno še niso dorasli ali pa vse skupaj opravljajo z levo roko? Demantirajte nas z rezultati.